Dan. Najna prva ura je letos. Ja, oktobra zaharamo s malimi. No, nisi več tako mehna. Koliko si zdaj mehna? 152,3. Aha, centimetrov. Kaj pa let? Let sem pa mehna 12. Jaz bom pa kar tih. V glavnem, Neža je na uri, poje, igra, kastrela. Pri meni je pa zato, da ustvarjava, da dela v svoje, kar je od nobenega drugega. Danes delava Nežino pesem. Evo, 4 takti so že, pa jih vama pokaževa. Evo. Zdaj bomo to še ponovile, imamo pa tudi že idejo za naprej. Zdaj pa drž bom jaz tole zaigrala na to krasno klaviaturo. Ajde. Še enkrat. Dava. Še pretakt. Pa gremo pa naprej. Zdaj bo to še spisala drugi krog, pa gremo pa naprej. In tako naprej. Grejo zdaj to napisati, prav? A narediva kaj drugega v drugem krogu? D, N, G, A, H, G, A, H, E. Dobar. Ok, pri teh notah vidva zdajle, do kjer so prišle, da bomo kar razvajano levo roko. To pomeni, da bova ti akorde tudi spacala lepo skup s sinkopiranim pedalom in da bova tudi določile prstni red. Zakaj prstni red? Zaradi tega, da se bo roka zapomnila, kaj ima za delati. Mišični spomin po domače. In večkrat, ko ga boš preigrala, bolj se bo to avtomatiziralo. Zaenkrat bova igrala po počasnem tempu, vsako roko posebej, prav? Čeprav vem, da si že parkrat slišala, ti že kar gre, ampak da bo tole lepo zvenelo bogato in legato in prav tako lepo romantično, kakor mora. Ajde, greva zdaj lepo brat levo roko. Mava. Dej peva dol, niste pa dala? Tako, skočiš na D. 5, 2, 1, 2. Aha, kaj narediva pri E-molu? Ker imamo fis, pa gre tukaj blizu, samo zdrsnemo s palčkom dol, ok? E. Aha, pri C-ju imamo dodan C, G, C, D, E. Jaz bi naredila 1, 2, 1, 3, 2. Ja, probi ne dela tazga velika premika. Bo čim bolj lena, špari premika, špari energijo. Lej. Čim manj koraki, zato ko ne rabaš pri takem komadu. Ok, zdaj bova pa povezala s sinkopiranim pedalom. Bi ponovila, kaj je to? Pedal na sinkopo. Več si ne znam povedati. Lej, roka gre dol, noga gre gor. Lej, glej mene. Gor dol. Opa, gor dol. Gor dol. Gor dol. Gor dol. Vidiš? Ok, ena stvar, kaj vsi narobe delate, je ta. Lej, tole. Tole, brez veze. Igraj noter, lej. Tipko lahko igraš po celi njeni dolžini, 5 noter, lej. To je ful preveč telovadbe, ne odobravam, lej. Glej mene. Vem, da imam večjo roko, šako, celo, ne? Ampak poglej, v osnovi jo že razpreva, ker ima akorde široke gradnje, ne?
Ne, zapestje je vedno dol. Zapestje mora biti v ravnini. Okay? Tako, ja. Le tole nared. Primva oktavo in pa le dvigano v zrak in jo pokažem. Kako je huda oktava. R oktava. In pol, kaj dava nazaj, mora biti tista. Drži, pa je nazaj. Tako. Vidiš? Ampak roka mora biti čvrsta, komolc pa mehek. To pomeni, da imaš ti grif v roki. Garet. Greva nazaj na akorde, greva nazaj na snov, pazi na sinkompirano pedalo, pazi na razpon med prsti, pa pazi, da zaradi tega ne zategneš roke. Samo čvrsta dlan, čvrsti prsti. Prav? Okay. Pa šverci se s pedalom, se vendar zato ga imamo, pa ne pozabi, da igramo tipke tudi noter. A ne, Emol, kaj sva rekle? Greva noter, primi noter. Veš, če boš se igrala samo na teh sprednjih ploščicah, šmatrala roko brez veze. Ne. Ja. Ne, D, A, E, fis, tako. Skor. Ja, bravo. Tako, v redu. Prvi ga še umeriti tole mahanje z roko. A veš, te bo malo bolj varčna. Predstavljati, za vsako nepotrebno kriljenje grejo litri benzina, ki si ga drago plačala. Ok. Dober, mava nekako tole preglodno, vsaj za začetek, da si dobila feeling. Zdaj pa greva z desno roko pogledati tole melodijo, ki smo jo napisali. G, A, H, G, A, H, D, G, A, H, G, A, H, E, G, A, H, G, A, H, G, Fi, Si, D, H, G, A, H, G, A, H, D, to se pač dvakrat ponovi. Probiva. Ajde, samo z desno. V glavnem, izkoriščava, da bomo pedalo. Izkoriščava ta prostor in svobodo, ki nam ga daje, in izkoriščava že to, da pogledava, kaj naju naprej čaka, kjera nota, kaj v naslednjem taktu. Še najbolj bi bilo razmišljati za večje kose naprej, ampak pol enkrat, ko bomo male kose usvojile. Zdaj pa pogledava spremljavo za ta B del. Zdaj pa so akordi postajajo čedalje širši. Torej, prvo pravilo, če si ne zapomniš prstnega reda, si ga takoj zacahni, ker ustrajam pri tem, da je isti. Hafiz, CD. Hafiz, CD. Hafiz, CD. Ja, zdrsne vam, spet, ko imamo polton, lahko narediva to. Ok. E, hafiz, G. Oktava, DD. Ja, kaj pa oktava? Oktavo so pozabili, DD. Ja. CGDE, CGDE. Ne, CGDE. Ne, CGDE. A ne, ja, kaj sem ti napisala? Wait. A ja, my bad. CGCDE. NC je vmes. Prosi ti bila, ne vem, jaz kloftam se. Au, grda, učiteljica, grda. Jub. Pa imamo. Še enkrat G. Aha. Ne, greva na H-mol. Ja, E, hafiz, G. Oktava, DD. G, C, D, E, G, C, D, E. Leko, kaj ta dolga je pa za... To je glavno telovadba za levo roko, vse skup. Aha, v redu, in zaključimo v violinskem ključem na malem gaju. Ajde, greva. C, G. Od začetka? Ne, zadnjo pasažo. Aha, okay. C, D, G, D, G, D. G, D. Tako.
Zato to končava s istim akordom, kot smo začeli, samo više. Dobro, zdaj namen najne prve ure je, da smo naredili nek osnutek, da imamo A, da imamo B del, razmišljamo o C delu, ampak poglej, v teh 90 minutah moramo narediti maksimum. Ti boš doma naredila na to tekst in vokalno linijo, ki se bo držala te linije, kukar gre. Zdaj nekje greva malo visok, tle imamo te, te malo kitajske višine, zato bo skipalne, tukaj lahko skočiš oktavo dol, ja, da ne bo to res crkven ful, no, tako, a veš, ali pa operno. Tlele bomo midve naredile pač po svoje, oziroma ti boš naredila, kaj je tvoja naloga. Midve bomo na tej uri se probale še tega lota, da dava skup, obe dve roki, in da najdeva še C temo in da dava nek epilog temu. Glavno je, da piševa svoje in da ti si sposobna suvereno odpeti in odigrati tak lep komad. What you say? Okay. Good? Yeah. Greva. Iz te pesmi bova torej naredila avtorsko skladbo z lead vokal melodijo, z tekstom in jaz predlagam, da midva še malo popipava, kako bi izgledal aranžma. Torej, posnela bova to klavirsko linijo in probale zraven pomutiti malo ostalih inštrumentov, kaj praviš? Ja. Evo, postavljava aranžma, basics. To je tale klavir, ki sva ga prej drmale in vlekle z glave. Dodale sva kitaro. In seveda violince. Nice. Tle pa dole z glasom. Ti narediš po svoje, prav? Ne se to sekirati. Važno, da si tukaj nekaj noter v tem okvirju. To je v bistvu tako, da bi naredila vokalno priredbo te klavirske skladbe, oziroma kakor da bi bila klavirska skladba, klavirska priredba vokalne. Tako, vedno ima ta pristop, prav? Ne sekiri se za vsako 16-tinko, ker na klavirju je to čistko naturally spade, v vokalu zna biti pa zelo oglata. No, glavno je, da otrok sam ustvarja, ne? Nežemo doma klaviaturo, jaz si predlagam en basic software, neki tazga trotel zihar, kar vsi znamo, se tudi to, kar imam jaz jed za trote, ampak nima veze, ker delamo na vsebini, naj se producenti ukvarjajo s tistimi koraki dalje. Važno je, da ona zna slišati širšo sliko v glavi, da si zna s klaviaturo pomagati klik zaradi tega, da to podsahna. Drugače bi se šli resne kompozicije, jaz ne predlagam, da se skrivamo za medijem in za tipkami, ki se zgodijo failerji, pa tudi, ne vem, kaj ne rečem. Vse je fajn, da imaš nauko inštrumentaciji tle noter, ampak takole, ko se ljudje učijo, res ga piksnajo, no? Pišejo inštrumente izven leg, pišejo laufe, ki niso možni, ker si ne predstavljajo, kako stojijo prsti na struni med tem, ko pišejo en bizaren akord ali pa lauf, ne. Ker to v bistvu preko klavirske tehnike pisati, igrati to, mislim, strel v glavo, no, in v koleno naenkrat. Dober, in point tega našega ustvarjanja je to, da bomo naredili nekaj svojega, ki bo imelo njen pečat, no, malo seveda tudi moj, ampak da zna koristiti vse to, kar ima noter, kar ima v klavinovi, v sintu, whatever ima, in da sebe razvija skozi to, a ne? Zdaj me pa prav zanima, kjer v temo boš ubrala, ko boš tekst pisala. Zdaj zaenkrat komad je zelo cheesy, no, če sem honest, tako lahko ga pojeva na neki lepi kitajski dobrodelni prireditvi, ali pa avizo tema za kakšno tole žajfenco. Ampak, kaj bo zdaj naredile? Kaj bomo zdaj naredile, ko silva kaj je že ful ene žajfe v zraku? Ja. A bomo naredile še žajfast tekst, pa žajfast spot posnele? Ne, zdaj pa treba vzeti drugo paleto, a ne?
barv, ki so komplementarne. Torej, dosti je bilo že čiza na kupu, to sem hotela reči. Zdaj pa naredila eno fino zgodbo, res, razmisel. Ne toliko padati vedno v ta vibe, aha, romantičen valček, zdaj bom pa še romantičen tekst naredila pa romantično, se bom oblekla pa romantično, spad bom posnela pa vse bo romantično. Jaz bom dobila sladkorno, ko bom to gledala. Zdaj pa dati nekaj življenjskosti sem noter, prav? Nekaj, kar boš lahko odpela fajn zinterpretirano. Good? Ne be too sweet. Kaj? You're old enough. Jaz smo pa že najstniki. Dosti Ja pa kuškov ne. pa muckov, ja pa ja. Ne, pri 13 šala. A ja, pri 13. Ja, teenager. Ja, jaz sem še vedno tam. Meni ni uspelo odrastati. Jaz moram priznati. Zato se paštekamo, a ne? V glavnem, bomo poročali, kako nam to uspeva in seveda delili z vami in mislim, da bodo best. Takole, mali koraki. Kaj? Neko pokanje bo, sem najboljš neko. Mogoče se kdo strela. Neko mi A už pomahava? Adijo. dio. Adijo. Čau.